Prav lepo pozdravljeni še v zadnji oddaji Širimo VIP Zasavje, v kateri boste slišali, kaj vse se je skozi to leto, to obdobje dogajalo. Pred kamero smo povabili veliko različnih sogovornikov. Dobrodošlo življenje, izvoli naprej, ostaniva na ti, meni se živeti mudi. Zdravo, sreča, vsakodnevno te poveča, dober dan je za sanje. Zdravo, sreča, vsakodnevno te poveča. Žan, kineziologija, zdaj moram reči, v javnosti kar precej še neznana veda. Daj malce razloži. Ja, je nova veda, sicer zdaj zelo prihaja, pri nas je že nekaj časa sprejeta, je veda na fakulteti za šport, tako da v bistvu se ukvarjamo z gibanjem in v bistvu kako z gibanjem načrtovati nek proces, ali je to proces rehabilitacije, ali je to proces priprave vrhunskih športnikov in potem mi z gibanjem poizkušamo dobiti neke adaptacije, da pridemo na neko želeno stanje. S kje pa ti prihajaš? Jaz prihajam z okolice Domžal, tako da tam imamo tudi svoj center. Zdaj zadnje čase smo pa prišli tudi v Trbovlje, tako da šele spoznavamo zasavski prostor. No, zdaj si pa v Zagorju, v tem zasavskem VDC centru. Kako pa je prišlo tu do sodelovanja? Pa kakšen je bil tu tvoj doprinos? V bistvu to sodelovanje se je začelo čisto v začetku s Fizijo Petro, kjer smo imeli mi tudi na začetku neko idejo, kako zdaj samo rehabilitacijo dvigniti na višjo raven. In to je najprej prišlo za splošno populacijo, kako fizioterapevti spravijo človeka na noge. Mi kot kineziologi pa smo sposobni potem človeka vrniti nazaj v optimalno raven. Se pravi, da ste vi pred poškodbo sposobni vse opravljati isto kot pred ali poškodbo ali pa operacijo. Primer tega je recimo poškodba križne vezi. Zdaj veliko ljudi je, ko zaključijo začetni stadij rehabilitacije križne vezi, ne skačejo nikoli več, ne tečejo in podobno. Mi vas čez naš proces peljemo do tega, da ni več asimetrije v mišicah in da ste vi sposobni miselno bariero presežiti in začeti delati poskoke, šprinte in da dejansko je to populacija, ki je fizično lahko aktivna in s tem in preventivno in kurativno vplivamo na samo aktivnost populacije. No, tu v varstveno-delovnem centru je nekaj športnikov, je pa tudi nekaj takih, ki pa so gibalno recimo manj sposobni. Kakšno je bilo pa tu tvoje delo? S kakšnimi ljudmi si se spoznal? Delo kineziologa ne zajema samo dela na področju športnikov, ampak v bistvu zato je delo kineziologa vedno bolj potrebno, ker so specifične populacije. Zdaj najbolj specifična populacija, s katero se mi že na splošno srečujemo, so pisarniški delavci. Zaradi sedenja prihaja do veliko enih adaptacij, recimo vsi se pomikamo bolj naprej, zato so bolečine v križu in podobno. In ravno tako je pri populaciji v VDC-ju. Neki so gibalno ovirani, nekateri imajo zaradi prisilne drže veliko sestavljajo in podobne zadeve, spet neke druge gibalne omejitve, recimo težko se dvignejo roke nad glavo, prihaja do bolečin v križu, zmanjšana ravnotežja zaradi zmanjšanja moči. In mi čez našo gibalno terapijo vplivamo na vse te aspekte, v bistvu kako izboljšati mišično moč, kako izboljšati vse gibalne sposobnosti, kamor spada ravnotežje, koordinacijo, gibljivost konec koncev in kako lahko tako pomagamo posamezniku, da je on gibalno kompetentnejši in njegovo telo več zmožno. In zdaj, ko pogledaš leto nazaj, kakšni so rezultati? Ja, tako je. V bistvu, kar smo takrat na začetku že sami domneli, ker tukaj je zelo specifična populacija, je to, da je bilo zmanjšano mišična moč, pa zmanjšano ravnotežje in zato je nastane težava z ravnotežjem, potem da pride do padcev. In tukaj je neka taka bila za nas alarmantna zadeva, kjer smo hoteli narediti preskok in smo v bistvu čez to našo vodeno vadbo dosegli to, da smo izboljšali in moč in ravnotežje in s tem zmanjšali verjetnost padcev,
Ker pri pacih pa je tako, če je večja verjetnost, bo pri tej specifični populaciji tudi hitro prišlo do nekih zlomov, ki jih bo še bolj oddaljila od samega gibanja in za nekatere lahko to pomeni neko kaskado negativnih vplivov, kot je recimo ali je gibalna oviranost ali je konec koncev tudi to, da pridajo do nekih gibalnih pripomočkov, ali so to vozički, bergle in iz tega potem ne pridajo več nazaj. Tako da delali smo veliko na preventivi in rezultati so bili res izjemni na koncu, ko smo pogledali, s tem, da smo vse aspekte izboljšali, predvsem pa to, da smo zmanjšali neko verjetnost za nastale padce. Se bo to kaj nadaljevalo? Ja, tak je plan, bomo pa videli dejansko, kako bomo prišli z VDC-jem vse skupaj, da bi dejansko lepo izboljšali samo njihovo kakovost življenja. No, ti oziroma skupina ste si nekaj dal uporabnikom varstveno-delovnega centra, tudi ostalim. Kaj so pa oni tebi dali? V bistvu neko raznolikost. Nas vedno se nekdo nekaj naučil, kako konec koncev sprejemati ljudi okrog sebe, kako ima vsak neke svoje težave, na drugi strani pa svojo rešitev za neke težave. Predvsem pa ta neko želja in pa upanje, ki jo je vsak izkazoval, ki je prišel na neke take terapije, te z neko tako pozitivno energijo, pa z voljem do dela, da še imaš raje to, kar počneš in res hočeš pomagati drugemu. So fajn ljudje, ne? Tako. Nataša, ponavadi se midva srečava v Trbovljski kopalnici poleti, ne, Ja, na lepo, bazenu. kopalnica, ja. Ja. No, zdaj sem pa slišal, ne, da si pa ti zelo aktivna tudi v varstveno-delovnem centru v Zasavju. Kako je prišlo do tega sodelovanja? Kaj tu delaš? Pozdravljen, tako da me veseli, da se vidimo še kje drugje kot v kopalnici Trbovljski. Sodelovali smo z VDC-jem že prejšnje leto oziroma še v koronskem času, smo preko Zooma imeli neke delavnice in pač je bila pobuda in za sodelovanje v tem projektu, da bi naredili neko pač posebno, v dobrem smislu, posebno vadbo, kjer bi se vključili tako torej uporabniki VDC-ja, zaposleni z VDC-ja in tudi pač zunanji, tisti, ki jih pač zanima sproščanje, dihanje in te stvari. In smo pač na pobudo VDC-ja Špele nekako naredili eno to povezavo, ki se je izkazala za eno res super način, no, ta povezovanje. Ti si tudi že prej na svoji prejšnji profesionalni poti bila kar precej dobro seznanjena z delovanjem varstveno-delovnega centra. Zdaj ga še malce pobliže spoznaš. Sploh vemo, kako pomembno nalogo upravlja VDC. Se sploh zavedamo tega? Jaz upam, da se, no, ker mislim, da je VDC pa res en tak biser tukaj, VDC Zasavje. Tudi vidim, da tudi ko spremljam, zdaj malo druge VDC so zelo aktivni, ampak mislim, da mi imamo pa sploh eno pač tako izjemno ekipo, Špelo na čelu. Ne vem, če se zavedajo vsi ali zavedamo. Jaz zdaj, ko vidim tudi od znotraj, prej pač v neki drugi funkciji, vedno sem vedela, da so super, ampak zdaj, ko vidim od znotraj, ko vidim to kemijo, to povezanost, ki res je, ko pridejo vsi z veseljem, ker se vsi objamejo, se mi zdi tako nekaj izjemnega in res delajo neke premike. Tudi v Sloveniji so nek vzor in se borijo za neke sistemske spremembe in zato, da pač uporabniki VDC-ja so, da niso s posebnimi potrebami, kot je Špela lepo povedala na začetku, ampak vsi imamo neke posebne potrebe in zakaj ne bi se vključevali pa povezovali, ker je to tako lepo. Omenila si objemanje, verjamem, tudi če se prej nisi, ne, da si se zdaj v teh zadnjih 2 letih bistveno več, pa v zadnjem letu. Ja. Kako pa so potekale te vaje dihanja, na tem si največ delala, ne? Ker vsi znamo dihati, ampak večinoma pa vsi narobe dihamo, ne? Veliko, ali pa bom rekla, veliko časa v dnevu dihamo narobe, ker pač nismo pozorni, pa ker nas pač neke situacije stresne, ki vedno so, nas pripeljajo do tega, da dihamo tako, da izločamo preveč CO2, da premalo kisika dobimo, to, da dihamo tako, bom poenostavila, ali pa na kratko, da ne filozofiramo, da ne dihamo dovolj zdravo, torej dovolj učinkovito, da ne dobimo dovolj kisika v telo, kar je pa osnova zdravja. In predvsem pa rabimo vsi ljudje zelo veliko sproščanja, ker je pač stres itak vedno je, pa tudi vedno bo in je tudi prav, da ga imamo nek stres, ki nas tudi varuje pred nevarnostjo, ampak nas pa lahko pelje tudi v to, da več ne vemo,
kako je, ko smo sproščeni, ne znamo več zadihati. Mnogi rečejo, a veš, poznaš to, ko rečejo, ne morem zadihati s polnimi pljuči, ker je neka napetost, neka bremena. In tukaj potem s temi vajami se naučimo to sprostiti, zato ker lahko mi ta proces, ki sicer nezavedno dihanje, na srečo lahko ga tudi vstopimo v ta proces in mi z zavestnim dihom sprostimo cel sistem. In si uspela, zdaj, ko pogledaš leto nazaj, je napredek pri uporabnikih, pa verjetno tudi pri zaposlenih, ne? Ja, povedali so, da ja, to sem najbolj vesela, no, ker povejo, a veš, zdaj se pa spomnim, ful velikrat čez dan, dihati, mirno, se sprostim, ne, pač so osvojili, vsi smo osvojili to, da pač nek dih, ko je kaj pride stres, da se pomirimo, ali pred spanjem, zelo veliko ljudi potem prakticira pred spanjem in nekako spomnijo se večkrat na dan, to mi povejo in to sem najbolj vesela in jaz tudi se spomnim večkrat na dan, dihamo skozi nos, se pravi, da popravljamo ta vzorec dihalni, ker če hočemo res tako bolj počasi dihati, pa bolj zdravo, je skozi nos, ampak ne moramo skozi nos, se pa spomnimo, zato namen teh vaj je, da damo si ta program, da se večkrat na dan spomnimo in umirimo. In ker se spremeni kemija, no, že 5 dihov lahko naredi eno mini spremembo, ki pa pelje do večje spremembe. Nataša, čeprav se midva zdajle malce smejiva, ne, sva zagotovo malce tudi pod stresom, čeprav imamo že nekaj izkušenj, ne, s kamero pa z javnim nastopanjem. In ti si prej pokazala, ne, eno vajo, en dih, ne, trenutek, ne, ki nas lahko sprosti. Kakšen je že? Ja, pokažeš? Ja, lahko. Zdaj, mi smo, bomo pokazali skupino, bomo krtko. Pač tak antistresni, več dihov je itak nebroj teh raznih dihov. Eden je recimo ta, da najprej se pravi naredimo vdih in stres zberemo v točki, recimo v pesti ali pa kar celo telo napnemo, malo zadržimo, se napnemo in potem spustimo. Torej, skozi zdaj nos. Lahko naredimo skozi nos, lahko ga naredimo zdaj, da ne bomo imeli treme za naprej, ne, za pogovor, ker smo pred kamero. Dih, potem ga lahko naredimo kar trojnega, še en dih, pa še en. Zdaj pa stisneva, če hočemo to naskrivaj, se ni treba, da sicer pa stisneva pesti, roke, noge, trebuh, zadrživa malo. In skozi usta. In zdaj skozi nos bomo, ali pa skozi usta, ki sprostimo. Zdaj še da začutimo, ko sprostimo telo, ne. In stres je šel ven, ne. Stresa ni več. In mi vedno na tej vadbi, ki imamo, rečemo, stresamo stres, ki ga dobesedno stresamo. Se pravi, ga primemo, držimo in stresamo. In veš, zdaj se bom pa večkrat spomnil na. Dej se. Hvala. Hvala enako. Petra, midva sva se enkrat že vmes, ko je ta projekt potekal, Širimo VIP Zasavje, že takole srečala pred kamero, ampak zdaj se pa že malce verjetno rezultati poznajo, pa vseeno, greva malce nazaj. Kako je prišlo do sodelovanja z varstveno-delovnem centrom? Kaj ti tu izvajaš? Mi tukaj izvajamo dejansko manualno fizioterapijo. Manualna fizioterapija je tista, ki ni vključena v javnem zdravstvu pod klasiko in zelo težko prideš sploh do nje, ampak jaz tak terapevt sem, ker se mi zdi, da pač z rokami lahko dosti več dosežemo, kot pa z nekimi aparati. In začeli smo sodelovati že dejansko, zdaj bo julija 6 let, odkar hodimo v VDC, tako da je že kar nekaj časa. In sedaj kaj delamo, je to, da poskušamo izboljšati njihovo fizično sposobnost. Naša mehka tkiva so tista, ki poganjajo trda tkiva, to so kosti. In če so mišice oziroma ta mehka tkiva v pravem položaju, v nekem enakomerni razporeditvi, potem tudi lažje se gibamo. Vedno strmimo k nekemu ravnovesju, to pomeni, če pogledamo jadrnico, to zelo dostikrat rada izpostavim, zaradi tega, ker je tak lep primer. Jadrnica ima jadra, ne? In če je to jadro, so enakomerno razporejena na eno in na drugo stran, potem gre naravnost. Kakor se pa upremo na eno, potem tudi po strani hodimo. In enako je pri telesu. Če so naši temelji spodaj, kjer so stopala, zgrajeni trdno,
in imamo vzpostavljeno ravnovesje skozi celo telo, potem tudi lažje naredimo korak naprej, ker imamo ravnotežje, ker imamo neko stabilnost in ker nas ne vleče na neko stran. Tako da to je tisto, kar mi delamo. Pri teh uporabnikih je zelo velikokrat tako, da imajo zaradi določenih okvar težave z nekimi skrajšanimi mišicami, z neko gibalno oviranostjo in to oviranost poskušamo narediti takšno, da je še vedno funkcionalna in da jo lahko vsakodnevno izboljšamo in to je to. In je napredek, opažaš? Definitivno je napredek. Zelo se je poznalo vmes, ko je bila ta korona, ko nas nekaj časa ni bilo. In takrat so tisti uporabniki sploh, ki so na invalidskih vozičkih ali pa ki imajo večjo gibalno oviranost, so imeli zelo velik zaostanek. In daljšo pot potem. Ja, da smo prišli nazaj do tistih ciljev, ki smo jih že prej imeli v malem prstu, no, bom rekla. Ne. Ker nam je samoumevno, da sedimo, njim pa ni. Mogoče jih opazite vi na vozičkih, ampak ta voziček jih podpira iz 3 kotov, a ne? Ko pa nekoga postavimo na stol ali pa na eno tako klop, pa ne morejo zadržati ravnotežja. In to je tisto, kar je pa njim wow. In ko pridemo do tega, je za njih res lahko neka velika stvar, a ne? Eden izmed takih uporabnikov je Vinko tukaj in pri njemu se res vidi, da takrat, ko ni časa ali pa ni možnosti, da je obravnavan, kako nazaduje oziroma kako napreduje, kadar delamo z njim. No. Zdaj lahko rečemo, ne, veliko jim ti daš, ne, oziroma skupina tvoja, ne? Ja. Veliko ti pa tudi oni dajo, ne? Ogromno. Ogromno so nas naučili, predvsem v tem sprejemanju, v tem čustvovanju, v tem, kako smo lahko iskreni. A ne? In zanimivo je, kako ne vidimo v tem tempu življenja, kakšne lepote nosijo v sebi takšni ljudje. A ne? In rečemo včasih, ne vem, se težko to reče, ampak bom izgovoril, ne? Ja. Drugačni ljudje. Ne? Ja. Čeprav ti si malce tega prinesla tudi od svojega doma, ne? Ja. Tudi ti živiš z drugačnostjo malce, ne? Sin, ne? Točno tako. Je avtist. Sin je avtist, pri nas doma smo vsi drugačni. In ja, ne jemlješ to kot žaljivko? Ne, nikakor ne. Zakaj? Zato, ker ta drugačnost nas lahko samo inspirira in povabi k temu, da se nekaj naučimo. Jaz vedno rečem, da je z namenom se zgodijo stvari in tudi moj sin je prišel z namenom, tako sem se spoznala z različnimi drugimi aktivnostmi, se pravi tudi to, kako je psihofizična priprava človeka pomembna za življenje. A ne? Ta vključevanje tudi, točno ne? To, točno v družbo. V družbo. Da nisi zaprt med 4 stene, ne? Ali pa v nek zavod, ne? Definitivno. Da greš ven. In tudi to je namen, ne, teh projektov, ne? Ja, ampak bom rekla tako, zdaj je več že govora o tem in Špela je naredila tukaj ogromen korak. Res, ne vem, če se sploh Slovenija zaveda, kako močna je ta skupina tukaj v Zasavju ali pa Zasavski VDC, kakšne korake dela. In mislim, da bomo čez nekaj časa šele videli te bistvene rezultate, ki jih ona želi doseči in jih dela, kakšne premike dela resnično. Zaradi tega, ker prej, bom povedala, za približno 10 let nazaj, ko sem še živela v Ljubljani, ni bilo samoumevno, da smo mame otrokom avtistov ali pa drugačnim otrokom, a ne? In smo bili potem izpostavljeni, zanemarjeni, nevključeni in tako naprej. Zdaj se pa to spreminja. Čeprav še vedno, ne? Še vedno imamo težave, še vedno, ampak s takšnimi projekti in s takšnim zavedanjem, ki ga ona želi dobiti, smo korak bližje temu, da se nekaj spremeni. In jaz, ki spremljam varstveno-delovni center že več kot 30 letja, bi bil malce
nepošten, če ne bi poleg Špele, ki jo oba hvaliva, omenil še njeno mamo, predhodnico, začetnico delovanja Varstveno-delovnega centra v Zagorju, Ano Režun. Se strinjam. Mislim, da sta obe dve osebi, se sta rodili z namenom. Ja. In neverjetno je, s kako močjo prodirata naprej in iščeta poti, da bi bilo boljše za uporabnike in nasploh za VDC. In te ljudi, ko pravimo, da so drugačni, čeprav se pravim, jaz mislim, da smo vsi tam. Vsak je s svojimi potrebami, tako oni, tudi mi, ki se imamo za zdrave. Tako. Hvala. Enako, me veseli. Vida, prej sva malce govorila o tvojem priimku, da je edini v Sloveniji, oziroma tvoja družina, ampak... Vsi na svetu, ki se pišejo Milivojša, so z mano v sorodu in verjetno vse tudi poznam. Tako da je izmišljen priimek. Ne vem, zakaj je nekdo imel potrebo, da si ga izmisli, ampak evo, edina Vida Milivojša na svetu sem. Si pa tudi edina, ki si še vedno Miss Slovenije. Tako, Miss Slovenije 2022, Zdaj, kako si se ti srečala, recimo, prvič, pa srečevala z uporabniki, pa zaposlenimi v Varstveno-delovnem centru Zasavje? Mislim, tako bom rekla, jaz sem že prej navajena, ker imamo tudi v družini primer, ampak meni je bilo super. Prvič, ko sem prišla, sem bila navdušena, ker se res vidi, da so srečni, ko te vidijo. Res so željni, da se nekdo z njimi pogovarja, da ima tudi oni možnost povedati, kaj si želijo delati, kaj da radi počnejo v prostem času. In prvič smo prišli skupaj okraševati VIP smrekico za Božič in od takrat sem vedno rada prihajala in sem tudi imela že plesno delavnico z njimi, glasbene delavnice smo imeli in letos smo tudi vključile vse finalistke v program. Omenila si, doma sem se srečala, lahko malce več poveš? Iskreno ne bi preveč razlagala o tem, ampak mi ni tuje, ko nekdo te malo drugače gleda samo zato, ker nisi kot vsi ostali, ampak se mi zdi, da je to fajn. Vsi smo vsi drugačni. Pa se ti zdi, tudi glede na lastne izkušnje, da se je to v zadnjem desetletju spremenilo, da smo postali bolj odprta družba za sprejemanje na nek način drugačnosti. Čeprav ne rečem drugačnost, ampak drugačni smo vsi realno. Pa jaz mislim, da se je malo spremenilo. Vsaj to, kar jaz vidim, moj krog prijateljev, vsi normalno sprejemamo čisto vse. Ne vem, zakaj bi nekdo mislil, da je nekaj več od drugega, samo zato, ker sploh ne vem, zakaj bi nekdo to mislil. Nekateri rabimo pri določenih stvarih malo več pomoči. To je tako, kot v šoli. Eni smo boljši v matematiki, eni smo boljši pri zgodovini, pa rabimo malo več pomoči pri drugih zadevah. No in ko smo že pri drugačnosti, sej ne hodiš po svetu ves čas s krono na glavi. Zadnje čase pa. A te sprejemajo zdaj tisti, ki so te prej poznali, kaj drugače? Zdaj, ko pač si Miss Slovenije, najlepšo dekle v Sloveniji. Ja, hvala. Imam to srečo, da imam dolgoletne prijatelje, večinoma že od osnovne šole. In me ne jemljajo čisto nič drugače. Mogoče so samo šokirani, ko me nekdo prepozna na ulici, pa so tako, zdaj pa Miss Slovenije, in jim je malo čudno, ampak so veseli zame in so toplo sprejeli. Se je življenje kaj spremenilo? Obveznosti je verjetno več. Obveznosti je več, sem se pa bolj jaz osebnostno spremenila, ker sem prišla v projekt z željo, da se znebim te treme pred javnim nastopanjem. In sem se znebila, ampak sem ugotovila, da v resnici je bolj to me ovirala ta mentaliteta, da nisem dovolj dobra. In sem se rešila te mentalitete in zdaj si upam malo več. To, kar sem včasih sanjala, da bom delala, zdaj si dejansko upam to narediti. Se je tudi v tem pogledu kaj spremenilo, da zdaj bolj paziš, kako se v javnosti obnašaš, kako se recimo oblačiš? Tako bom rekla, jaz sem vedno bila jaz. Ne želim se spreminjati, ker potem ne bi bila to jaz. In oblačim se mogoče malo bolj elegantno, ker vsem sem bila plesalka, hip-hoparka in ponavadi imaš malo bolj
XXL majice, pa take velike zadeve na sebi, ampak drugače se pa razen to, da sem malo bolj samozavestna ratala, ni spremenil. To moram pa priznati, ja. Sem v Zasavje še prideš, ne? Definitivno. Tudi potem, ko boš enkrat to krono, tiaro dala druge ali pa bo dobila drugo. Ja, in ostala bom tudi pri projektu. Želim si še naprej pomagati in vključevati ljudi. Vse. Nervi in tole ni nogometno igrišče, ne, kjer smo se kdaj pa kdaj srečala v preteklih letih. Zdaj jaz ne igram več nogomet, ti verjetno še, ker si malce mlajši. Ne. Mi je počas, ne, da stojim pred enim najuspešnejših slovenskih učiteljev, ne, tudi nagrajenih, no, in zdaj v zadnjem času tudi podžupanom Hrastnika. Zdaj v tej funkciji se pa srečuješ, ali pa si se danes, ne vem, bolj kot ne, prvikrat srečal tudi z varstveno-delovnim centrom? Hvala za takle nagovor. Nisem najuspešnejši učitelj, delam svoje delo, no nekako. Res sem vesel, da sem danes lahko tukaj. Na šoli, ker delam, imamo tudi nižji izobrazbeni standard, se srečujem v Hrastniku. Tako, se srečujem z otroci, ki imajo nek primanjkljaj. Kar sem pa vesel danes, ker sem slišal en zelo lep citat, ne, da ta primanjkljaj dejansko ni primanjkljaj, ampak dejansko, da vsi rabimo enake stvari, ne, in le da tukaj potrebujejo nekako pomoč sočloveka. In tukaj se mi je zdela zelo lepa misel direktorice, ki je to izpostavila. No. Opazil sem pa, ne, da kljub temu, verjetno iz šole ali pa tako kot kakšne sosede, da si tudi ti se danes tu objemal, ne, si spoznal nekaj, srečal nekaj tistih oseb, ki jih sicer poznaš, ne? Ja, res je. Dva varovanca, bi rekel, sta iz Hrastnika, ne, in ta objem dejansko veliko pove. Te ljudi jaz srečujem, se z njimi kdaj ustavim, počvekam in dejansko jaz pravim, da tukaj ne moreš igrati, da takšne osebe te prepoznajo, te objamejo in res iskreno pokažejo čustva do tebe. Ne. Rad bi mogoče izpostavil eno stvar, ki je moj oče vedno znal reči, ne, nikoli nihče ni čutil sreče drugega. In dejansko res je, če je nekdo srečen, ti ne čutiš njegove sreče, ne. On ti jo lahko opiše, lahko ti jo pove. Ko pa prideš v takle center, dejansko vidiš, čutiš to srečo, če je nekdo srečen. In tukaj smo videli danes, dejansko so ti varovanci zadovoljni, srečni, objemali so svoje oskrbovance, plesali z njimi, rajali in to je tisto dejansko, za kar so taki centri ustanovljeni. Ne. Če gledaš nazaj 20-30 let, se ti zdi, da smo bolj vključujoča družba, da znamo tudi osebe, ki so na nek način malce drugačni, ki so mogoče invalidi, tudi na vozičkih, bolj sprejemati, kot smo jih 30 let nazaj? Definitivno. Ne bom zdaj delal krivica komorkoli, ker ne vem, kako točno naj bi bilo. Kar je pa za mojega življenja, oziroma kar sem jaz opazil, se mi zdi, da je čedalje več ljudi, ki dejansko cenijo življenje, cenijo vsak vdih, kot smo danes videli s tehnikami dihanja. Ne. Bolj se približujemo človeku, naravi, vsem našim čutom, dihanju in vsem. In s tem se mi zdi, da je boljše razumevanje do takšnih ljudi. In s takšnimi centri, ker poskrbimo, da vsi mi živimo življenje, kot si ga zaslužimo, smo sigurno na pravi poti. Domen, mislim, malce si me presenetil, ne, danes, ko si vodil, nekako povezoval to prireditev, mislim, gre ti, ne, kot nekoč na sankanju, ne, ja. Pri sankanju. Se mi zdi, da mi je vse sankanje bolj šlo, no. Je bilo pa tukaj enih aktivnosti tekom projekta, ki sem se jih tudi jaz udeleževal, se pravi. Tudi jaz sem bil malo bolj telesno aktiven v zadnje čase, tako kot naši uporabniki. Tudi na teh izobraževanjih sem bil za nastopanje, za samozavest, tako da mogoče mi je malo nucalo, ampak bom rabo še nekaj časa. Ne napredujem tako hitro kot naši uporabniki. Imajo to vse, jaz se moram malo bolj učiti teh zadev. V glavnem se te je prijelo, no, vse je tisto predavanje o javnem nastopanju. Domen, zdaj, ko ti tole potegneš črto skozi to zadnje leto tega projekta Širimo VIP Zasavje, si opazil verjetno tudi sam napredke, ne samo pri sebi, ne, kot si dejal, ampak verjetno tudi pri uporabnikih in pri zaposlenih.
Tako, ja. Posebej so poznano, res, mogoče je res tak zanimiv občutek, da je bil res že veliko projektov smo dali skozi in ko takole pogledaš za nazaj, ko planiraš, načrtuješ, imaš veliko dvomov, vse pa to, ampak pol, ko takole danes zaključimo, koliko ljudi se je odzvalo, povabilo, je to res lepo videti. Ne? In res je lepo videti tudi vsak dan, koliko so naši uporabniki bili aktivni, kako se je to nekako stopnjevalo in kako je zdaj mogoče res drugače, kot takrat, ko se je projekt začel pred dobrega pol leta. Ne? Tako da ima res vsebino projekt, no? Ni nekaj na papirju, da bi se šli, ampak res skrbimo za to, da je prava vsebina in da vsebina zaživi. Domen, verjetno je napredek večji tudi zaradi tega, ker se ni pred pol leta vse skupaj začelo. Dobro, ta projekt se je začel pred pol leta, ampak ker je nekako trajnostni, ne, ker se je že leta prej so se začele različne aktivnosti, ki so dale tudi en svoj pečat. Ja, res je, tako že v bistvu že naša vizija, strategija našega VDC je to, da moramo biti aktivni. Preko tudi teh telesnih aktivnosti to smo posvečali veliko časa in truda. Pa mogoče res z vsakim projektom smo še več poudarka devali na tem. Vmes tale korona je tudi naredila 3 korake nazaj žal, ampak s takolo energijo novo se pa ozavestimo spet nazaj in nekako poženemo motorje. No? Tako da, tako je dan za spremembo, smo se takrat odločili, zdaj pa gremo in smo šli in še kar traja. No? Dejal si dan za spremembo. Dolga leta si že v varstveno-delovnem centru, se je marsikaj od takrat spremenilo. Smo kot družba postali da bolj sprejemamo ljudi, ki so mogoče malce drugačni, kot se zdimo sami sebi. Ne? Ja, se mi zdi, da se napreduje. Bi rekel, da sem kar optimističen, da če pogledaš nazaj, včasih ni bilo tukaj tega. No? Mi pa res delamo na tem, da se vključujemo v lokalno okolje, res so vrata odprta in je res prijetno je z našimi uporabniki po Zagorju, po Trbovljah, po Hrastniku, povsod, kjerkoli, da smo del družbe, da gremo na kavico, da smo aktivni na prireditvih. Veliko je tudi zvezde na kakšni prireditvi, ne bi rekel. Tako da se premika. Že zelo malo v Cankarjevem domu, ne? Tako, zelo malo. Tako da je res, se napreduje, je pa to nezaključen krog, treba je vedno delati, vedno, da sme zamreti to, moramo biti aktivni in se mi zdi, da bo šlo samo še na bolje. In se bo to tudi še nadaljevalo, mogoče s kakšnim drugim projektom, kako to gre? Ja, se verjetno treba prijaviti na nek razpis, ne? Ker nenazadnje nekaj stane, ne? Tudi vsaki taki projekti. Ne? Tako, na vsakem projektu skrbimo tudi za trajnost, tudi na tem projektu bomo vsaj 5 let skrbeli za trajnost, da bomo še aktivni na tem področju, tudi če ne bo nekega vira financiranja, bomo mi, je to del nas, da bomo to filozofijo širili še naprej v vključujoči družbi in ja, čakamo na razpise in kjerkoli je možnost, se probamo prijaviti za to, da ustvarjamo boljši jutri. No. Ker brez denarja ne gre, ne? Tako, tudi ta projekt je stal 35.000 evrov, tako da smo veseli, da bomo približno 25.000 evrov dobili nazaj iz strani Evropske unije in strani Republike Slovenije, tako da se pokriva to, da imamo veselje, zagon tudi za naprej. Domen, jaz že kar dolga leta hodim v varstveno-delovni center in ne vem, zadnja leta, pa tudi že prej nazaj, opažam nekaj, ne, da vsi tisti, ki ste zaposleni v varstveno-delovnem centru, da nekako ne jemljete to kot službo, ampak bolj kot že način življenja. Ja, to je nekako poslanstvo. Ne. Nekako moraš začutiti to delo. Ne. Bi rekel, veliko časa, energije, truda damo, pustimo tukaj. Ne. Veliko tudi dobimo tukaj iz strani uporabnikov. Zdaj pač to delo v socialnem varstvu, ni urne podstavke, za katero bi bil plačan, to delaš za dobro drugih in za dobro sebe. Ne. Tako da nimamo namena prenehati, tako da vabimo tudi druge, da se nam pridružijo. Tudi s tem podpornim storitvam želimo naširiti nabor, da bojo tudi drugi to začutili, takšno poslanstvo. Res je, da ni vsak za vse, ampak veliko pa nas je takih, ki smo za to. Je verjetno lepo, ne, da na vaše dogodke pridejo tudi tisti, ki mogoče v družini nimajo nikogar, ki bi bil, ne vem, s posebnimi potrebami, če lahko tako rečem, ne, ki se potem
dejansko prvič potem srečajo z nekoliko drugačnimi ljudmi in to je namen. Ne? Tako, to je namen, ja, da vidijo, da to ni noben bav, tako, ja. Da je to nekaj normalnega, vsi smo ljudje, vsi imamo svoje želje, potrebe in je fajn, če se najdemo, pa povežemo. Ne? Vsi gremo spat, vsi gremo jesti, na vece in tako naprej. Tako da nekako smo vsi enaki. No, čeprav dihati menda ne znamo, ne? Ja, ampak ste se naučili. Se pa tudi naučimo, ja. Tako, se da tudi to naučiti. Jelka, zdaj v teh 5 letih, kar nekako sodeluješ ali pa tam blizu z varstveno-delovnem centru, si ti svojo skupino veliko dala uporabnikom, zaposlenim, ampak verjetno si tudi sama veliko dobila, ne? Jaz mislim, da sem človeku rada dam, da sem vesela, da lahko dam, zato ker me to osrečuje osebnostno. Sem tak človek, da sem srečna, ko je lahko nekdo srečen zraven mene, in se mi zdi tudi prav, da se ljudje ne obračamo v stran. In sem vesela in hvaležna, da sploh to možnost imam, da lahko dam to srečo, ker jo dobim potem tudi nazaj in da je v bistvu tak res lep zaključen krog za vse v zgodbi. In tudi vse tvoje dekleta, kandidatke za naziv Miss Slovenije nekako zaživijo, ko pridejo v varstveno-delovni center ali pa ko se kje srečajo na kakšnem dogodku. To so tkejo se neke vezi, se mi zdi, da so tudi dekleta imajo empatijo, da ljudi čutijo, drugače tudi ne bi bile del projekta, če si iskreno, ker imam tudi določen profil deklet iščemo za finalistke oziroma polfinalistke, in se mi zdi zelo pomembno, da kot finalistka oziroma kot mis moraš čutiti ljudi, ne zaradi tega, ker moraš to delati, ampak ker tak si, ker to je iskreno in ljudje to čutijo, če ni iskreno. In preživijo in jih imajo rade in so se vedno navdušene, Ilka, gremo, mi smo včeraj končali dogodek, šli v 3 spat in smo nas prišli iz Koroške, da smo lahko del te zgodbe še naprej. In to potem ostane nekje zapisano globoko v glavi, pa tudi v srcu. Tako je, drži ta srčna energija, se mi zdi, da se potem nekako temu rekla zbudi in ostaja in potem tudi je dobra gonilna sila za naprej. Jaz kar nekako ne morem pozabiti, kakšne modne revije, kjer so sodelovala tvoja, v narekovajih, dekleta in potem se sprehajali po modni pisti s copati, ki jih izdelajo tu. Tako da je res to lepo videti. Se mi zdi, da je nekako tak, da je res ta vključevanje vseh ljudi okoli sebe tudi pomembno za projekt kot sama, za našo vsebino in našo zgodbo in moram reči, da smo se res najdli, tudi pravi ljudje na kupu, kar je tudi zelo pomembno, s kom delaš, na kak način delaš. In če nimaš sogovornika ali pa partnerja pri taki zgodbi, sam težko premikaš meje. Se mi pa zdi, da projekt res služi potem namenu. In sem bila navdušena, ker je to prva moja modna revija, da sem organizirala, da sem bila del zgodbe, ko so dekleta hodile v copatih. Ni se v mojih 20 letih še to zgodilo in mi je tak res toplo pri srcu. Boš pa verjetno nekako nadaljevala tako z svojim projektom izbora Miss Slovenije, pa verjetno tudi s sodelovanjem z varstveno-delovnim centrom. Drži, tega ne bomo, upam si, tako srčno želim, da našega glasovanja je bilo nikoli konec. Imam pa že zgodbe za naprej, tako da zagotovo se bomo še videli, pripravljene, spet malo drugačne, ki so za neko res dobro vsebino z glavnim pomenom vključevanja. Jelka, jaz sem kar nekaj že takole intervjuju Miss Slovenije, pa tudi tistih, ki so bile samo kandidatke, ko niso bile prav Miss, in moram reči, ne samo po lepoti, tudi tisti notranji lepoti, ne vem, mi je kar malce žal, da še kar ni Miss sveta prišlo dekle iz Slovenije. Bo kdaj to? Bom rekla, vsi si želimo, in to je toliko nekih drugih interesov, na katere žal za enkrat še nimamo vpliva, mogoče pa nekoč. Mogoče pa kdaj, bomo držali pesti. To je to, kar lahko naredimo. Največ pa pomembno, kaj narediš pri sebi v svoji državi. To je tudi si predstavnik svoje države, ambasador, nekako tako. Špela,
Danes je verjetno tudi zate prav poseben dan, ne? Ko pogledaš tako prijetno druščino v tem prijetnem okolju. Ja, ko nekomu polepšaš dan, je tudi tvoj nasmejan in soncem obsijan. To bi lahko rekli za današnji dan, zato ker je bil napoved dežja, pa se nam vse skozi kaže tudi sonce. Dogodek je povezan z dnevom za spremembe, začutimo dobro, ker je tudi zaključek Širimo VIP Zasavje, celoten projekt, celotne aktivnosti VIP so namenjene temu, da dejansko mi s pomočjo sočloveku dejansko krepimo tudi svoje psihofizično dobro počutje. Ne? In to se mi zdi, da je področje, ki je pri preventivi, proti duševnim bolezni spregledano. Ne? Vemo, gibanje, zdrava prehrana, za dobro počutje. Ne? Premalo je pa poudarjena ta dobri odnos, pomoč sočloveku, kjer dejansko na koncu vsi pridobimo, če živimo v dobri, vključujoči družbi. Pogosto rečeš, vsi pridobimo, ampak te bom vseeno vprašal. Vsi tisti, ki so sodelovali v tem projektu, so veliko dali uporabnikom, pa tudi zaposlenim v varstveno-delovnem centru, ampak vsi so mi tudi rekli, da so veliko sami tudi dobili, ne samo objeme, pa nasmehe. Kaj pa ti dobiš? Jaz od uporabnikov dobim občutek, da sem potrebna za to, da s podporo lahko živijo osmišljeno življenje. In nekako moje poslanstvo se mi zdi, kjerkoli že sem, da ljudi oziroma tistega, ki je ob meni, podprem, da je lahko tisto, kar je, da lahko dejansko da je vesel, da premaga neke stiske tudi v končni fazi. In ali so to včasih, rekla, tudi zaposleni ali tisti v moji okolici, vesela sem pa, da je kdaj tudi človek, ko pa tudi mene posluša, pa mi dejansko potem tudi obratno pomaga, da dejansko enega drugega vzpodbujamo, da nam je lepo živeti na tem svetu. No, Špela, ti nisi aktivna samo v varstveno-delovnem centru, seveda imaš tudi družino, ki tudi zahteva svoj čas, Včasih pa skočiš tudi v tujino, recimo na Švedsko, pa ne zato, da bi šla na izlet, ampak zato, da mogoče kakšno dobro prakso prineseš v Slovenijo. Ja, zdaj gremo v nedeljo sodelavko z strokovno ekipo, zraven so tudi iz operative ministrstva. Torej iz tiste operative, ko se ministri menjajo, pa državni sekretarji, operativa pa ostane. Operativa ostaja in mi je pomembno, da skupaj pogledamo, kje so tiste rešitve, ker vsi se sklicujejo na Skandinavijo, na skandinavske rešitve, glede vključenosti, neodvisnosti, tudi odraslih oseb z intelektualno oviro. In zdaj so nam tukaj pač v organizaciji, ki organizira takšne strokovne izlete FIRIS, omogočili, da si to pogledamo. Vsak dan imamo obisk kakšne organizacije, tudi predstavitev sistemskega financiranja in potem vidimo, kje so tiste rešitve, ki bi se lahko prinesle, direkt v naš sistem, kje so pa tiste, ki jih je potrebno prilagoditi. Ker jaz verjamem, da smo v Sloveniji dosti pameten in če se skupaj vzamemo, povežemo, znamo najti skupaj z uporabniki, za tiste, ko so namenjene storitve, rešitve, ki bojo pravične do vsakega uporabnika in to ne glede na to, s kom in kje živi in dejansko omogočajo njihovo kontinuiteto življenja. Ne, da dokler je rečemo svojc, ki bo skrbel za nekoga, bo takšno življenje, potem bo pa čez noč povsem drugačno. To pa lahko zagotavlja le družba, ki vključuje, ki je solidarna, ki naločuje med nami in vami. Tako, to je bilo vse, kar smo pripravili v tej oddaji. V naslednjih dneh pa si boste lahko ogledali še, kako je bilo na sami prireditvi oziroma kako je prireditev potekala. Pa srečno! Ceste nosijo ljudi, vsak po svoje pači, vsak življenje pelje kam drugam. Ljubice mi veliko, kadaj padeš naj nebo zaman in to že Ivanov plan. Dobrodošla ljubezen, izvoli naprej, ostani van.
Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Ponedeljek je dan za reporter.